Lepo pozdravljeni na današnji simbolni dan, torej 23. april, Svetovni dan knjige in avtorskih pravic. In te in avtorskih pravic dostikrat pozabimo in pozabljamo in mogoče smo to celo v preteklosti bolj pozabljali, kot je upravičeno pozabljati danes. Upam, da ni zdaj to preveč komplicirano zvenelo, ampak danes se bomo predvsem temu drugemu delu tega svetovnega dneva posvetili, torej avtorskim pravicam in predvsem zaščiti avtorskih pravic v digitalnem okolju in še posebej pri treniranju, pri usposabljanju generativne umetne inteligence. Če začnem nek mini historiat, namreč Društvo slovenskih književnih prevajalcev je leta 2023 praktično skoraj natančno 2 leti nazaj organiziralo eno tako prvo diskusijo o književnem prevajanju in umetni inteligenci. In če smo se takrat, kar po eni strani ni zdaj neko strašno, ni strašno daleč, če smo se takrat še spraševali o nekih osnovnih pojmih, o nekih tehničnih razlikah med strojnim prevajanjem in prevajalskimi orodji in razmišljali o tem, kako bodo zdaj ti modeli umetne inteligence zgledali in bili dejansko polni upanja in zelo prepričani, da to ne bo posegalo na področje avtorskih pravic in naše ustvarjalnosti, torej in izvirne in prevodne, smo danes praktično 2 leti zatem v enem povsem drugačnem okolju, v eni prihodnosti, ki je mogoče, ki je zelo hitra in ki je mogoče skoraj ne dohajamo več. In o tem se bomo pogovarjali in predvsem v smislu, kakšna vrata se nam počasi zapirajo, ampak tudi ne bomo zdaj tako pesimistični, ampak bomo tudi pogledali in prevetrili neke nove možnosti ali pa pač možnosti, ki se pa nam odpirajo, ki nam dajajo še nekaj moči reagiranja, odzivanja na trenutno stanje. Zdaj, bi na kratko predstavila svoje sogovornike. Pa če začnem z Barbaro Pogačnik na moji desni, poslovodja ZAMP-a in predvsem tudi tako kolektivne organizacije, predvsem pa pesnica, prevajalka, literarna kritičarka in članica vseh v bistvu naših avtorskih združenj, tako Društva slovenskih pisateljev, pri katerem je slovenska predstavnica v European Writers Councilu, zelo pomembni organizaciji v tem našem kontekstu, tako od zadaj njihov logo, in članica Društva slovenskih književnih prevajalcev, članica PEN-a. Na sredini pozdravljam Jako Gerčarja, raziskovalca in urednika, trenutno zaposlenega na zbornici knjižnih založnikov, tako in knjigotržcev in medijski zbornici pri Gospodarski zbornici Slovenije in na moji tudi esejist, literarni kritik, kot rečeno raziskovalec in tik pred zagovorom doktorata, kot mi je namignil. No in tukaj na moji neposredni desni kolega Iztok Ilc, zaposlen na Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, japonolog in francist. Danes pravzaprav v imenu tako in esejist, kolumnist,
Tako, danes pravzaprav v imenu Društva slovenskih književnih prevajalcev kot prvi delegat in član upravnega odbora CEATL-a, torej naše prevajalske krovne evropske institucije, ustanove, torej Evropskega sveta združenj književnih prevajalcev. Jaz bom ta večer vodila, Tanja Petrič, predsednica Društva književnih prevajalcev, ki pa se tudi v prostem času malo ukvarja s temi problemi danes tukaj. Tako da bi začela dejansko z eno tako zelo povedno uvodno izjavo, in sicer se moram za to izjavo zahvaliti Barbari, ker je uspela nekako prepričati predsednika European Writers' Councila, torej Evropskega zveze sveta pisateljev, da je prav za nas, za današnjo priložnost pripravil en tak kratek pogled v intelektualno lastnino in v neke pomembne točke, s katerimi se v bistvu ukvarja praktično zdaj že kar nekaj časa EWC. Hello, I am Miguel Ángel Serrano. I am president of European Writers' Council, and I wanted to pinpoint some issues or some aspects that may be pertinent for the debate we are having today, which is the World Book and Copyright Day of UNESCO. First of all, I really don't understand the debate when it comes to intellectual property. I mean, intellectual means that a human being is working his or her brains to create something new for the world, meaning an illustration, a photograph, a song, or a book, okay? And property means property. It's really clear. The meaning of the syntagma is really clear. Intellectual property. So I don't understand what is not understandable for the people that think that can take the intellectual property of other persons for their own benefit. I don't understand it. It's really a selfish movement, an ethical movement, and probably an illegal movement. So the debate is crooked from the very beginning. And as an example, this is not happening. We talk about patents, or we talk about industrial property. Nobody is saying that the brand is for use of anyone that want to benefit. There are laws to avoid that, and there are laws to avoid that the intellectual property is taken as an advantage for the benefit of others than the owners. It's really easy to understand. So probably the most healthy thing these companies developing artificial intelligence or so-called artificial intelligence models, the most healthy thing they could do is stick to the ART principle, which is an idea that EWC is championing since 2 years now. A stands for authorization. You cannot use my work without my explicit permission or authorization. You cannot do that. You need my permission. You cannot make a film from my novel if I don't agree. For me to agree, probably you need to pay me. And that's the R in remuneration. Authorization, remuneration. Remuneration in a fair and sufficient manner that avoid the danger that I am expelled from the market, because now machines are compiling products, not making works of art. Works of art are only from human beings. So the remuneration part means that I don't lose my means of earning my life. And the T stands for transparency, art principle, authorization, remuneration, transparency. Transparency in 2 ways. First of all, absolute transparency in how the data set for training has been obtained.
I have the right to understand if my works have been used without my permission, as the whole internet apparently has been used without permission to train these machines. This is a lot of litigation wave that is happening now in the whole world. Let's see what courts of justice say. And I need transparency also in the output. It is not logical that I can trace a steak that I am about to eat in a restaurant to the very farm in which that cow was nurtured, and I cannot know if a text is made or, compiled by an artificial intelligence model. To protect the market, to protect writers, translators, illustrators, photographers, musicians, producers, publishers, newspapers, journalists, readers, consumers, libraries, booksellers, the whole cultural sector, to protect this important sector, transparency is absolutely needed. Again, the market works by remunerating all the parts of the value chain. You have a mill, but you don't make your bread by stealing the wheat from farmers. You pay the farmers for their wheat, and then you mill it, and then you have flour, and then you make bread. It's really simple to understand. So again, I don't understand the whole debate on this syntagma intellectual property. It's a property, needs to be respected. Thank you for having me. Have a fruitful debate, and happy World Book and Copyright Day. Thank you. Miquel Ángel Serrano, španski pisatelj, pesnik, esejist, romanopisec, ampak tudi ekonomist in zelo, zelo angažiran. Zdaj, pred kratkim je postal predsednik, kolikor vem, EVC-ja. V vseh teh temah, s katerimi se trenutno ukvarja EVC, ki se mi zdi, da je od vseh teh naših organizacij, založniške, novinarske, prevajalske in pisateljske, verjetno najmočnejši in tudi najtesneje sodeluje recimo z raznimi pravniki in dejansko strokovnjaki z področja avtorskega prava. Ne smem pa pozabiti tako omeniti podnapisov slovenskih, in sicer se moram zahvaliti Dušanki Zabukovec, ki je bila pripravljena dejansko z danes na jutri vskočiti, ker namreč video smo prejeli včeraj, ne? Tako da lepa hvala Dušanki. Skratka, Miquel je omenil kar veliko zelo pomembnih ključnikov za to našo debato, pa bi se najprej obrnila nate, mi smo se dogovorili, da se tikamo, upam, da vas to ne moti. Najprej bi se obrnila na Iztoka. Kaj je težko razumeti, kaj je intelektualna lastnina, in zakaj je težko razumeti, da je treba avtorske pravice zaščititi? Razumeti je po mojem težko zaradi tega, ker pač ne moreš prijeti v roko, ne? In ker je pač to nek koncept, o katerem smo se mi dogovorili, pač ljudje med sabo, da pač človek, ki nekaj domisli, ne, ki je pač njegova, ki izvira iz njegovega znanja, iz njegovih izkušenj, da je pač, in če iz tega nekaj naredi, da je to njegova last in da se tega pač ne moremo lastiti. Zanimivo je, da kot tega koncepta avtorske lastnine dolgo časa ni bilo in po mojem vedenju se je začela razvijati šele v 19. stoletju zaradi pač velikega porasta meščanske kulture in zlasti kreativnih industrij, bi danes rekli, ne, zlasti v Parizu s temi komercialnimi gledališči in z razvojem tiska in z razvojem recimo tudi notnega gradiva, se mi zdi, ko je bilo treba seveda tekste posojati, ne, in izvajati in so avtorji 19. no.
ne bom zdaj šel zelo v podrobnosti, ampak takrat nekako so začeli razmišljati o tem, da bi bilo treba nekakšna nadomestila recimo za posojanje del, za izvajanje dramskih del, nekako to razvijati in to se je začelo dejansko v Parizu in Bernska konvencija je začela potem, mislim, da je konec 19. stoletja Bernska konvencija 1895, ampak se ni pomembno. Zdaj vsi mislimo, da pač vsi si nekako to lastimo, zaradi tega, ker so pač ta dela vedno pri roki, gremo lahko v knjižnico, lahko to kupimo, lahko prižgemo televizijo, ampak se pa malo slabo zavedamo, da za vsemi temi izdelki, če se tako izrazim, nekdo stoji, ne? In ne samo ena oseba. Več ljudi, ki je v to vložilo neko znanje in ki je v bistvu samo njihovo. Zato je po moje težko razumeti ta koncept. Barbara, bi kaj dodala k temu, oziroma predvsem to me zanima, če pogledamo zdaj te naše evropske organizacije, s čim se ukvarjajo, kaj je trenutno pri njih na mizi, recimo na EVC-ju ali pa pri založnikih? Mogoče bi sam to dopolnila. European Writers Council je v bistvu že ves čas svojega obstoja, mislim, da v 70-ih letih, od 70-ih let naprej zelo angažiran na področju zaščite avtorskih pravic in te imajo vedno svoje izzive, a ne. Bili so tudi med tistimi, ki so pravzaprav bili med lobisti pri direktivi danes tako razvpiti, ali ne vem, kako ne rečem, direktivi o digitalnem skupnem trgu iz Evropske direktive iz leta 2019, ki je tudi prinesla ta problematično danes vidimo, ne, problematično izjemo o TDM, ne, oziroma Text and Data Mining, podatkovno in besedilno rudarjenje, ki je bilo takrat dojeto v kontekstu raziskovanja. Danes pa pač vidimo, da oziroma pravzaprav vmes se je zgodila korona in po tem zaprtju so nenadoma prišli ven te modeli generativne umetne inteligence, ki so pravzaprav presenetili avtorje, verjetno tudi marsikatere pravnike. Torej ta okoliščina je popolnoma spremenila tudi pravno okolje, v katerem je pač nastala recimo ta direktiva, v kakršnem je bila sprejeta ta izjema, ne, da je seveda tudi v kontekstu koncepta odprte znanosti, ki je tudi danes smo pač omenili, a ne, na Uradu za intelektualno lastnino, kamor smo bile povabljene vsa avtorska združenja, da je tudi ta že pravzaprav na nek način strateško mogoče ni najboljši več, zato ker enostavno nimamo nobene znanstvene avtorske lastnine več v Sloveniji, kar ni najboljše. Zdaj, zadnji 2 leti pa, kot si omenila, oziroma takoj že, odkar so nastali te generativni modeli besedilni, ne, ker namreč European Writers Council ves čas vztraja, da kot tudi Noam Chomsky, da to seveda ni nobena inteligenca, a ne, da v bistvu ta inteligenca sama po sebi nima nobene pameti. Zakaj pa jo lahko imenujemo recimo konsenzualno umetna inteligenca? Ravno zato, ker uporablja človeški jezik, ker je sposobna reproducirati človeški jezik in sicer ne samo na slovarski način, a ne. Če bi se pač to dogajalo na slovarski način, bi bila relativno nemočna oziroma smešna, kot je pač včasih to bilo, a ne, da smo se vsi smejali na Facebooku tem nerodnim prevodom in smo si mislili, no super, ne bomo še tako hmalo za odmet, a ne, mi prevajalci tudi, ampak danes v bistvu
Ti modeli delujejo po nevronskem modelu, to se pravi podobno, kot delujejo človeški možgani in na podoben način povezujejo stavke in to je tisto, se pravi sintaksa, to so tisti procesi, ki jih danes v bistvu študira umetna inteligenca. European Writers Council je že takoj po izidu teh prvih edicij, kot je bil ChatGPT in ostali, BART upozoril na nevarnost teh modelov, ne samo za naše ustvarjalno okolje in za naše poklice, ampak tudi na splošno za človeka in za človeško družbo. Že pred 2 leti v bistvu nekje zagnal kampanjo Against Writoids, se pravi proti pisateljoidom. In tudi danes, v tej izjavi, ki so jo danes objavili, ki smo jo tudi mi že promptno prevedli s človeško inteligenco, ponovno opozarja na to, da bi bilo potrebno nujno sprejeti neke omejitve, tudi zakonodajne, da bi bilo preprečeno, da recimo izdelki umetne inteligence dobivajo recimo nagrade, da so... Se tole izjavo, pardon, Barbara, bomo prebrali, smo se dogovorili. Da se sam tak vsjovolj, tak prelet. Ker bom šla na te točke v bistvu iz izjave, pa da ne povemo vse že takoj na začetku, tako da bi se samo k Jaki še obrnila, oziroma Jakov, kako je pa na založniškem trgu oziroma kako je pri Evropskem združenju založnikov to izjavo, ki jo bomo prebrali, ste sopodpisali, niste pa, kot sva prej ugotavljala, pri nekih prejšnjih recimo izjavah, ki so jih sestavljali EVC-ovci in CEATL-ovci. Ja, mene je presenetilo, da je ta debata na Združenju evropskih založnikov relativno recentna. Mi smo tudi v Sloveniji, smo se na Zbornici knjižnih založnikov in knjigotržcev s tem bolj aktivno začeli ukvarjati, tudi precej nedavno na pobudo predsednika upravnega odbora Janeza Miša, in takrat sem se jaz obrnil na Združenje evropskih založnikov, sem mislil, da tukaj so že bolj premišljena ali pa tudi pravno izdelana stališča, podobno na IPI, Mednarodnem združenju založnikov, in sem bil presenečen, pa ne bi mogoče smel biti, ker pravzaprav ta razvoj je tako hiter, da ga vsi nekako lovimo za rep, tako da jaz tega niti ne bi zameril, da se je ta diskusija začela odvijati šele zdaj. Ampak se pa mislim, da je pa se zgodila ena fina reč, čeprav mogoče ta sprožilc ni tako dobrodošel, da smo se začeli pogovarjati zelo različne organizacije med sabo o enem problemu, ki se tiče vseh nas. In to tudi sama ta debata, ki imamo danes, kaže, mene presenetilo, odkar se pogovarjamo za zadnji mesec, mogoče malce bolj aktivno o tem, me je presenetilo, koliko enih različnih diskurzov je vsebovanih. Danes se osredotočamo na ta aspekt avtorskih pravic, intelektualne lastnine in podobno, ampak tukaj neke derivativne posledice za družbo, ki skrbijo nekatere pri tem razvoju. Potem so tukaj, tukaj je cel kup enih raznih pomislekov, etičnih in drugačnih, ki so se sprožili ob tem, tako da gre za neko zelo globoko temo, ki pa pogosto sicer en aspekt nima prav veliko veze z drugim, ampak mi je pa fajn, da bomo lahko počasi začeli odpletati to zelo zapleteno nit. Ja, zdaj pa, ker je bilo že toliko govora o tej izjavi, bi jaz prosila tebe isto, da jo prebereš. Ta izjava je preko naših kanalov že danes zaokrožila naokrog, ampak mislim, da je fajn, da jo obnovimo tudi za tiste, ki ste jo mogoče prebrali. Samo eno vprašanje, a jaz lahko sam še malo povem ozadja tega povezovanja, pa teh sestankov za ta code of practice, preden grem na to, a si mislim, da to kasneje omeniti.
mislim, sem omenila že na začetku, tako da lahko zdaj o tem, pa gremo potem na pa bom izjavo, pol se strinjam. prebral. Sam tok na kratko. No. Se pravi, leta 2023, ko je DSKP gostil Ceatelj, smo imeli mi neko tako prvi ta brainstorming o nekem manifestu, kaj bi dalo od sebe, in dejansko smo potem to napisali in to lahko si ogledate na spletni strani DSKP, neko tako prvo izjavo. Kmalu potem je ta sloviti akt o umetni inteligenci bil obelodanjen in so se avtorska društva večinoma pod močnim vodstvom EVC-ja nekako združila, začela delovati skupaj, opozarjati na vse te pasti. In mislim, da ta akt bo prišel končno v veljavo 5. avgusta, mislim, da je tak datum, da takrat se Evropska komisija zelo na hitro trudi zdaj s to pisarno umetne inteligence vzpostaviti nek ta kodeks ravnanja, ki pa je zelo pisan na roko tehnološkim velikanom. Šele zdaj po tretjem osnutku, ki je doživel pač to veliko kritiko vseh teh združenj, se je začel ta direktorat za tehnološko suverenost, demokracijo in še nekaj in varnost povezovati z direktoratom za kulturo in mladino in trije izrazi sem pozabil. Skratka, v vsej tej fazi so bili avtorji tako malo postavljeni na stran, zdaj so pogruntali, da tako enostavno ne bo šlo, ampak bomo videli, kako se bo zdaj četrti, zadnji osnutek tega kodeksa ravnanja, kakšen bo. Skratka. To sem mislila reči, da zakaj verjetno, mislim, zdaj smo se, tako kot je Jaka omenil, začeli združevati, ker prej je vsak obdeloval nek svoj vrtiček, neko svoje polje, tudi če je bil malo večji vrt, ampak zdaj se mi zdi, da je pa vendarle pritisk teh evropskih avtorskih združenj in preko teh združenj tudi recimo v posameznih državah avtorskih združenj kar velik. Konec koncev smo se tudi mi v zadnjem času v resnici organizirali, ampak v bistvu se še nismo. Ja. Moje mnenje je, da je ta pritisk premehen, čeprav so se vsa združenja na Evropskem vrhu umetne inteligenci so zavzela skupno stališče, mislim, da je bilo 36 organizacij, ali 38, še vedno niso dosegla vse te organizacije niso dosegle nobenega resnega premika v smislu legislacije. Zdaj, prejšnji teden sem bila v Beogradu na konferenci CISAK, ki je sicer krovna organizacija za radiodifuzijo v glavnem, ampak predvsem posvečena, mislim, v največji meri se ukvarja z področjem glasbe, pa potem mogoče tudi audiovizualnih umetnosti in seveda tudi nekaj besedilnih, čeprav je še ena krovna organizacija IFRO, ki je pač mogoče malo bolj literarna, in tam tudi European Writers Council zelo močno sodeluje in se povezuje. Ampak tudi CISAK pač se je pridružil recimo tej pobudi, pa vendar v bistvu vsa ta avtorska in avtorsko-pravna združenja niso uspela doseči vidnega premika v tem regulatornem smislu, ker enostavno ugotavljamo, da za razliko od, se pravi, avtorsko-pravni regulativa vedno caplja nekoliko za tehnološkim razvojem, ampak tokrat je pa tehnološki razvoj zares vratolomno hiter, regulacija pa vratolomno počasna, tako da je to kar zaskrbljujoče, da... Mislim, razlog je tukaj zelo preprost, da pač ta avtorska združenja, ki so povezana, pač nimajo toliko ekonomske moči za lobiranje. Mislim, da ta tri društva, ki največ sodelujejo skupaj, so EVC, Ceatelj in mislim, da še novinarji, imajo skupaj eno odvetnico, ki jih zastopa na teh pogajanjih. V bistvu ne gre samo za moč lobiranja, gre za upravičenost, zato ker dejansko
kot je Mihael Ankel povedal v tej izjavi, tukaj gre pač za neko vzpostavljanje nekega tržišča z nekimi novimi produkti, kjer je v bistvu en tržni element izpuščen, kot da ga ni, je pač spregledan. In to smo mi, zdaj, ali imamo pogajalsko moč, ali nimamo, ali smo glasni, ali smo poučeni, to je zdaj druga stvar, zdaj avtorji morajo biti zdaj avtorsko-pravni specialisti, koliko odvetnikov morajo imeti, to je zdaj čisto druga stvar, ampak dejstvo je, da so lastniki svojih del, ker so jih sami ustvarili. In zdaj, potem seveda, druga debata je tudi, koliko so avtorji sami poslužujejo umetne inteligence, kar se recimo v novinarstvu že zelo dogaja, naprimer, tudi prevajalstvu in tako naprej. Ampak in kako se potem tretirajo ta dela, recimo, kjer je, kaj vem, pol avtorstva ima umetna inteligenca, pol pa recimo nek avtor in tako naprej. Ja, to je v bistvu vprašanje potem, ali je umetna inteligenca, uporaba umetne inteligence orodje ali je pač izdelek. To so zelo pomembna pravna vprašanja, ki so popolnoma nerešena. Na to namiguje pač ta izjava, ki jo bom pa zdaj vseeno prebral brez prekinitev. Malenkost bom skrajšal te uvodne te nagovore, v celoti se lahko preberete na spletnih straneh DSKP-ja in še koga? Kdo je še to objavil? In pisateljev. Zbornica? Mi smo poslali okoli članov. No, skratka, malo bom skrajšal. Umetniška dela ustvarjajo izključno ljudje. Zato izdelki ustvarjeni z generativno umetno inteligenco ne morejo šteti za ustvarjalno delo. Poudariti je tudi treba, da izdelki, ki jih ni ustvaril človek, ne morejo biti del specifičnih zakonodaj o avtorskih in založniških pravicah, kar je ključen aksiom pri vrednotenju umetniških del. Knjige, ki jih ustvari umetna inteligenca, so ponaredki in pogosto škodljivi izdelki, ki ogrožajo legitimne vire dohodkov pisateljev, književnih prevajalcev, založnikov in knjigotržcev. Celotna vrednostna veriga knjige ponuja bralcem kolikor mogoče širok izbor avtentičnih književnih del. Vendar v zadnjem času opažamo očitno neobvladljiv dotok knjig, ki jih je v celoti generirala umetna inteligenca in ki ne škodijo samo avtorjem, drugim imetnikom pravic in književnemu ekosistemu, ampak družbi kot celoti se postavljajo pod vprašaj eno najžlahtnejših dejavnosti človeške kulture, pripovedovanje zgodb in kreativno pisanje. Zato knjižni sektor poziva politične odločevalce, da podprejo razvoj trdnega sistema in zakonskega okvira, ki bi določal kar najvišjo raven transparentnosti pri izdelkih generiranih z umetno inteligenco. Poleg tega je o tej problematiki nujno podučiti tudi uporabnike. Da bi zaščitili in podprli človeške ustvarjalce, pisatelje, književne prevajalce in likovne umetnike, bi morale biti knjige prepoznane kot dediščina in jedrna dobrina človeštva, ustvarjalnost pa priznana kot proces, ki pomaga ljudem izražati in premišljati svoje načine bivanja in spreminjanja. Podpisniki vztrajamo, da bi morala... UNESCO citat. Podpisniki vztrajamo, da bi morala biti samo dela, ki so jih ustvarjali ljudje, deležna posebne obravnave, ki jo uživajo književna dela, ko pridejo na trg, kot na primer avtorske pravice, kulturne subvencije ali nagrade. Poleg tega podpisniki obžalujemo dejstvo, da so bili izdelki ustvarjeni z modeli generativne umetne inteligence razviti z množično tatvino avtorsko zaščitenih del, odtujenih avtorjem brez dovoljenja, brez navedbe avtorstva ter plačila nadomestil njim in drugim imetnikom pravic in da njihova navzočnost na tržišču zažira legitimne vire dohodka milijonom pisateljev, književnih prevajalcev, založnikov in knjigotržcev v tako nezaslišanem obsegu, da že ogroža celoten evropski kulturni ekosistem. Podpisniki pozivamo k obvezi učinkovite transparentnosti pri vseh izdelkih generiranih z umetno inteligenco. Te je treba jasno ločiti od del, ki jih je ustvaril človek. Poleg družbene koristi bi takšen ukrep, ki stavi na poštenost in izbiro, s tem prinesel prednosti tudi bralcem in uporabnikom. Nujna je vzpostavitev varnostnih ukrepov, ki bi preprečevala, da bi kakršnakoli oblika javnega financiranja namenjena kulturi ali dodeljena kulturnim ustanovam pristala pri lastnikih programske opreme, programerjih ali podjetnikih oziroma pri izdajateljih knjig generiranih z umetno inteligenco. Zlasti bi bilo treba poskrbeti, da z javnimi sredstvi financirane knjižnice ne bi kupovale tovrstnih izdelkov.
pozivamo k razvoju trdnega mehanizma za transparentnost pri izdelkih generiranih z umetno inteligenco, ki so na ogled podobni knjigam in zato javnost zmedejo. Za boljšo zaščito uporabnikov, bralcev, avtorjev in drugih imetnikov pravic mora ta temeljiti na ustrezno definiranih odgovornostih. Malo ne vidim dobro, se opravičujem. K posebnim ukrepom, ki bi preprečili, da bi javna sredstva Evropske unije iz programov posvečenih kulturi, naprimer Creative Europe, v primerih knjigam podobnih izdelkov šla v roke prek programerjev ali podjetij za generativno umetno inteligenco. To vključuje štipendije, rezidence ali potovalne programe, pisateljske ali prevajalske štipendije in tako naprej. K razvijanju podpore iniciativam in učnim programom na ravni Evropske unije za boljšo ozaveščenost potrošnikov in bralcev o tem, kaj je kulturno delo, kaj je goljufija in kaj je kompilacija, ki je ni ustvaril človek. Evropska unija mora postaviti zgled, kako naj se zaščiti in vrednoti človeško ustvarjalnost. Zagovarjati mora temeljno vlogo, ki jo knjige igrajo pri varovanju demokracije, spodbujanju empatije, svobode govora ter razvoju kritičnega mišljenja državljanov in kakovostnega izobraževanja in razvedrila. Hvala, Iztok. Pa se bom spet, Jaka, k tebi obrnila, ker sva v najinem dopisovanju pred tem našim pogovorom prišla na to temo. Omenil si, da si ti imel zadržek proti v bistvu tem označevanju produktov s tem, ali so človeški, ali so narejeni z umetno inteligenco. Kar sem jaz potem opazila naknadno, ko sem brala Michelangelo mail, recimo on ima v podpisu human writer, kot pač za imenom vejca human writer, in to sem sicer tudi že opazila pri kakšnih mednarodnih pisateljih. Pa me zanima, kakšne dileme si imel in kaj mogoče zdaj v tem procesu se pa je pri tebi spremenilo? Ja, meni je bilo zelo všeč, kako so ubesedili določene stvari v tej izjavi, predvsem zaradi tega, ker je pred časom tudi prišla ali pa zaokrožila v naši sredini založniški ideja, da bi podeljevali, zdaj kdo bi podeljeval to in kako, kakšna je bila metodologija, tega je drugo, še bolj zapleteno vprašanje, ampak da bi podeljevali znak narejeno brez umetne inteligence oziroma narejeno brez pomoči umetne inteligence in da bi ta znak recimo nosile določene knjige, za katere bi se določilo, da so čiste v narekovaju. To je že uveljavljeno v Ameriki in tudi v Avstraliji? No, jaz sem bil skeptičen nekako do tega, predvsem zaradi tega, ker ni realistično v tem smislu, da raba umetne inteligence kot pripomočka je neizogibna. Mislim, včasih je celo nezavedna, ne? Konec koncev je vpeta in je lahko zelo koristen pripomoček, sploh če ga koristimo v določenih ozirih, kjer nam olajša določene zelo enostavne ali pa pospeši določene takšne naloge, ne, ali pa služi kot sogovornik, ne. V tem primeru ne moramo takega proizvoda potem označiti kot s takim znakom, ne. Medtem ko tukaj v tej izjavi se pa uporabljam rahlo drugačno, ampak za moje pojme bistveno kvalifikacijo, ne. In to je, da so to knjige, ki so pretežno narejene oziroma ki so narejene v celoti, se pravi, gre za neke strojno narejene knjige in tukaj gre za nekaj povsem drugega, ne. Tukaj gre za nek fenomen, danes vemo, da obstajajo ljudje, ki lahko zelo prolifično naredijo, recimo ne napišejo, ampak naredijo recimo 100 knjig, ki bojo povsem koherentne, berljive in jih lahko tržijo, pa pravzaprav tukaj ne bo šlo za neko knjigo, ki bi bila avtorirana v tem klasičnem smislu. Tako da jaz mislim, da moramo razlikovati med tema dvema in biti zelo striktni, ne? Ker tukaj gre za neke vrste ludizem, če govorimo o preprosto prepovedovanju ali pa neki a priori nastrojenosti proti umetni inteligenci, ker umetna inteligenca je tukaj in njena raba je lahko tudi koristna in predvsem neizogibna. Tako da tukaj se mi zdi, da pa je to mogoče že
korak v pravi smeri stran od tistega odnosa. To je del te transparentnosti, ne, ki jo je Mihael Angel sicer omenil na koncu kot enega od teh 3 ključnih principov ART, ne, zato ker se to lepo sliši, da je to art. Ampak v resnici je transparenca kompleksna stvar, pa najtežje dosegljiva v tej celotni shemi, kako bi bilo treba v bistvu opolnomočiti ali pa ohraniti vlogo človeške ustvarjalnosti, ne. Ker eno je to, da pač človeški ustvarjalci na trgu in seveda založniki in drugi imetniki pravic na trgu izgubljajo svoj delež, kar pomeni, da lahko postanejo tudi popolnoma nepotrebni. To se pravi, tukaj potrebujejo neko nadomestilo za uporabo teh svojih del. Ampak kako pride do tega nadomestila, pa edino z transparenco. In transparenca je pač je ta, ki je namenjena uporabnikom, bralcem in tako naprej, to je to označevanje. Druga je pa v bistvu ta transparenca vstopnega gradiva, ne, v bistvu podatkov, tako, ki trenirajo v resnici te modele in te modeli so, vidi se, da niso trenirani samo na način, ki je opisan kot ta text and data mining, se pravi ta besedilno in podatkovno rudarjenje, ampak precej globlje. Mogoče tu, če lahko skočim samo, ker smo pač pri besedilnem in podatkovnem rudarjenju, ne, tukaj je zdaj že ena vrsta enih raziskav, ne samo ena, in tudi mislim, da kanadska sodišča in Avstralci dokazujejo, da to absolutno ni isto, ne, ker mi smo to direktivo v bistvu implementirali, mislim, da je v 57. členu ZASP-a pri nas, torej Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ampak dejansko poskušajo zdaj dokazovati v pravnih sporih, da gre za povsem drugačno in pač tehnologijo, torej tehnološko čisto drugo stvar, kot je treniranje, usposabljanje umetne inteligence in po drugi strani za čisto drugo pravno stvar, okolje seveda, zato ker gre za avtorsko zaščitene izvorne podatke, v bistvu besedila, recimo, če temu rečemo, ki se znotraj modela v bistvu reproducirajo, kopirajo in potem spet uporabijo v bistvu ta material pri izhodnem uporabniku. Je zelo komplicirano, ampak dejansko je kar nekaj raziskav, ki se je pridružilo ta prvi nemški raziskavi, se mi zdi, ki je najbolj mogoče citirana, no. Jaz bi rad samo nekaj dodal v zvezi s to izjavo. Mislim, ta izjava konstantno govori generativna umetna inteligenca. Mi se vsi strinjamo, da je pač umetna inteligenca pač neko orodje, ki bo pač nam zelo pomagalo v prihodnosti. Sem se malo tukaj lepo podučil, obstaja pač več vrst umetne inteligence, že zdaj pač sem videl izraze, kot so assistive AI, pa analytical AI in tako naprej. To je to, kar pač nam služi lahko kot orodje. Problematično je ta generativna. Zakaj je problematična? Ker so že založbe, zlasti te večje založbe po Evropi, že odpirajo oddelke, ki bi se ukvarjali samo s tem. Se pravi, da bi z generativno umetno inteligenco pisali, dopisovali, prevajali. Ne samo na področju knjig, mogoče... Barbara, mislim seveda, da se to dogaja posod. Govorim za področje knjig, ker je to naše področje in pač dobimo konkretne podatke in novice. Seveda se to dogaja tudi na drugih ravneh. Nekaj sem še imel v mislih, ampak zdaj to moja ni pomembno, tako da gremo lahko naprej. Se opravičujem, da sem ti prekinila, ampak dejansko je, ko smo prej omenili združevanje, združuje se pač ta naš knjižni ekosistemski sektor, ampak združuje se tudi področje v bistvu vsega človeškega ustvarjanja. In jaz bi pa celo rekla, kot sem danes tudi že na tej debati oziroma debati
dnevu na uradu za intelektualno lastnino, da se je avtorska pravica začela začela se je v književnosti, na področju književnosti in upamo, da se nam ni treba bati, oziroma se nam je treba bati, da se bo v književnosti tudi končala, zato ker, kot sem prej rekla, imenujemo inteligenca zato, ker zna uporabljati človeški jezik, zna reproducirati tudi druge oblike človeškega ustvarjanja, ki pa v tem trenutku so bolj lukrativne, ampak manj prizadete. Obstajajo pa študije predvsem za ta področja, za področje glasbe in filma, za naš sektor pa ne. Mislim, da ne. Vsaj jaz se moram še malo pozanimati, no jaz jih zaenkrat še ne poznam, ampak številke, ki sem jih pač tudi Tanji malo posredovala, ki kažejo na upad prihodkov človeških ustvarjalcev in porast profita v industriji generativne umetne inteligence. Mislim, te študije so študije trga, ki dejansko kažejo trend, ki pač v resnici človeka zasužnjuje, oziroma človekovo ustvarjalnost zasužnjuje, ker treba vedeti, da smo vendarle šele na začetku, a ne? In da zato so te trendi toliko zaskrbljujoči, ne? Ker dejansko ekonomski kazalniki kažejo, ni slučaj, da so te družbe, kot so OpenAI in Meta in ostale pripravljene pač investirati na milijone in milijarde dolarjev, evrov v razvoj teh modelov, ker vejo, da jim bodo pač prinesle tiste koristi, ki jih je v bistvu si jih delila kreativna industrija za vzdrževanje človeške družbe. Medtem ko je trend upadanja ustvarjalskih prihodkov, kakorkoli je lahko zaščiten tudi z raznimi subvencijami, štipendijami in tako naprej, ker izjava European Writers' Councila, ki se nanaša v bistvu na to, da štipendij ne bi dobivala umetna inteligenca, da nagrad ne bi dobivala umetna inteligenca, se nanaša zdaj že na družbo kot tako, ampak neposredna lastnina je pa že načeta, se pravi lastnina, ki jo ščitijo recimo kolektivne organizacije, med drugim in ostali zastopniki avtorskih pravic. To je v bistvu osnovna lastnina avtorjev, to je tisto, kar so oni sami ustvarili. Drugo so pa potem tudi spodbude, ki jih v bistvu družba daje za to, da bi ta avtorska dela potem generirala neke prihodke. In zdaj so pod udarom v bistvu prihodki, tako prihodki, ki izhajajo iz te osnovne pravice, kot morda v prihodnosti celo spodbujevalni mehanizmi. Zdaj, meni se hkrati pa še ta aspekt, sicer mogoče ne tako pomemben za našo debato, ampak zelo sem zasledila, se poudarja tudi aspekt, da umetna inteligenca pravzaprav zelo močno prispeva tudi k globalnemu onesnaževanju in porastu teh temperatur. In zdaj mi imamo v Evropi ta opt-out rešitev. Ja. In prav opt-out je v resnici, jaz sem glih en zelo pameten članek naletela, ki se ukvarja s tem opt-outom in poudarja, da je ravno opt-out morda še najbolj taka nesrečna rešitev. Mogoče samo tukaj, pardon Barbara, da vseeno pojasnimo to. Zdaj smo recimo, pač naš oziroma predsednik EVC-ja je poudaril 3 ključne elemente. O transparentnosti smo rekli,
govoril pa je tudi o nadomestilih in o avtorizaciji, authorization, mislim, da je rekel. In to je v resnici to, ne, da mi ohranimo kot avtorji pravico, da se izrečemo za ali proti, ali kako to razumemo. No, mogoče ta opt-in, opt-out sta dva zelo pomembna termina na tem področju, pa si jih mogoče vsi ne predstavljamo najbolje. Ja, mislim, to je pač del te trenutne evropske zakonodajne ureditve, ki se nanaša ne samo na podatkovno in besedilno rudarjenje, ampak tudi na druge pojme v obravnavi digitalnega trga, ki se tičejo v bistvu književne industrije, kot so recimo pač dela izven prometa, ki niso pač več na tržišču in ki jih lahko inštitucije nacionalnega pomena, recimo narodne knjižnice, NUK in podobne, prosto reproducirajo, ker naj bi bilo pač to v kulturnem interesu, ali pa recimo tako zvani osirotela dela, orphan works, skratka, no, to osirotela so čisto drugo sicer področje, no, ampak gre za to, da se je iznašel potem ta koncept opt-outa, ki bi pomenil, da če tvoje delo ni več na trgu, pa ga lahko neka inštitucija ohrani, za bralstvo, potem je fino, da ga reproducira, ti pa lahko rečeš, recimo s tem se ne strinjam, zato ker se mogoče ne strinjam več s tem z delom, kakršnega sem napisal, pa bi rad napisal novo verzijo in tako naprej. Takrat je bilo govora o opt-outu na ta način, danes pa vidimo, da je opt-out pomeni to, da bi morali pravzaprav, da so dela vržena v ta generativni model brez privolitve, to je ta authorization ali pa consent, brez privolitve avtorjev, in da bi pravzaprav avtorji imajo edino možnost, da se, ne vem, med sabo povežejo in množično opt-outajo, ali pa v bistvu morajo pač ti modeli, ki posrkajo njihova dela, se ukvarjati z vprašanjem, ali je mogoče bloki pač ali so v enem delu knjige naleteli recimo na, obstaja opt-out, recimo v antologiji ali pa zbirki, in se potem, to pa postane potem zelo zamudno, pač morajo se posebej pogajati, to zdaj pravno gledano, tako da to je tisto, kar potem prispeva k tej okoljski škodi ali kakorkoli, tako da ta članka, ki ga omenjam, prav vztraja na tem, da je pravzaprav to neroden kompromis, neroden zakonodajni kompromis med imetniki pravic in v bistvu interesi te industrije, in da bi ga bilo zelo pametno rešiti na nek drug način. Zdaj, opt-in bi bil pa obraten koncept, tako skoraj da obraten koncept, bi bil pa ta koncept, da avtorji morajo reči izrecno, da se strinjajo, da bi bila pač njihova dela vključena v generativne modele. Pa mislim, da tudi ta je sicer lažji za obdelavo, ampak verjetno ni najbolj srečen, zato ker te modeli potrebujejo res množične vire podatkov. Petek smo imeli sestanek z avtorji velikega jezikovnega modela, ki so povedali, da si Centrom za želijo jezikovne vire in tehnologije. 50 milijonov? 50 milijard besed, za katere niti ne vejo, če sploh v slovenščini obstajajo, ampak 50 milijard besed bi bilo nekaj, kar bi bilo približno kompetitivno potem za slovenščino v primerjavi z drugimi jeziki. Jaka, mislim, da si. Sam hotel sem pripomniti, da je velik problem na praktični ravni pri tem opt-outu, predvsem tudi med založniki, je to, da je neseznanjenost. Zdaj, to ni tako enostavno, če da bi bil nekdo implicitno pristajanje na takšno izrabo,
je nekaj, kar je pravzaprav o čemer večina založnikov niti ni še razmišljala, ne. Tako da, če bi bili postavljeni če bi bilo bolj jasno, da morajo storiti, tudi če je to naknadno, pa je recimo prevzeto, da ta implicitni pristanek prevzet, bi bilo to veliko lažje, ne. Ampak smo še en korak dlje od tega, ne. Smo v bistvu tam, kjer pravzaprav malo kdo ve, kako to narediti, ne. Pa še potem so neke praktične okoliščine, ne. Precej oteženo, ja. Strojno, berljivo in tako naprej, ne. Tako da tukaj je še ta praktična okoliščina, ki to dodatno recimo preprečuje v praksi. Kakšno je pa stališče CEATL-a, recimo glede tega? Vem, da so tudi ene debate glede tega potekale. CEATL je tudi v eni posvetovalni skupini. Jaz zdaj nisem v tej skupini za umetno inteligenco, tako ne vem točno, kaj se vse pogovarja. Mislim, da smo bili, ampak sej v grobem mi sledimo pač vsem tem pač transparentnosti in pač pravici do pridržanja, se reče, ne, po slovensko opt-outu in seveda kompenzaciji. Drugače pa mislim, da kakšne posebnega stališča, ki ne bi bilo analogno drugim stališčem, pač mi imamo skupno stališče, kar se tega tiče, ne. Ampak se na vsem tem, kar pač, na kar opozarjajo vsa ta skupna pisma, se kaj premika v resnici? So kakšne, ne vem, dobre prakse, bi lahko bile dobre prakse, ali je vse povezano v bistvu najprej z nekimi razrešenimi pravnimi spori, ne? Ker kot vemo, je teh sporov ogromno, ne vem, Američani so že pred časom OpenAI tožili, pa tudi posamezni avtorji, pa mislim, da te tožbe še niso razrešene, vse jaz nimam podatka, da bi bile. Zdaj na zadnje so recimo francoski sindikati založnikov in avtorjev tožijo Meto v bistvu zaradi tega, ker se je učila na piratskih kopijah, ne je učila ta njihov jezikovni model Llama. Skratka, kje smo tukaj, no, v Evropi, kakšno je stanje? Ja, glede na odzive po tem tretjem osnutku tega kodeksa ravnanja, gre samo na slabše, ne, da se pač te standardi varovanja vedno bolj rahljajo, ne. Jaz sem sicer dobil kot član borda CEATL-a v roki nek zapisnik, mislim, da je bil ta mesec nek sestanek z to komisarko za tehnološko suverenost in demokracijo in pač še neko tretjo stvar. In ko sem jaz to prebiral, nekako sem dobil občutek, da je zdaj Evropa v rahli paniki in v rahli shizofreni situaciji, ne. V paniki zaradi tega, ker bi rada zaprla to in vrzel, ki sta jo ustvarila Kitajska in Amerika v primerjavi z Evropo, in ker Evropa nima nobene resne oblačne infrastrukture, ne. In smo popolnoma ranljivi na tem področju in v načrtu je, da bi po Evropi zgradili 13 teh velikih podatkovnih centrov, nekih gigatovaran, in da bi pač na ta način dohiteli. Seveda na avtorje so se pa šele zdaj spomnili, ne. In tudi shizofreno pa zaradi tega, ker pač v tej evropski maniri pa ne bi radi pustili avtorjev brez kompenzacije, ne, ampak ne vejo pa, kako to narediti, ne. Se pravi, veliko je tukaj leporečenja, da morajo biti avtorji kompenzirani, ni pa v bistvu sploh nobene konkretne rešitve, kako to narediti. Pa še nekaj me zanima, ko smo se pogovarjali o tem slovenskem modelu, ki je večinsko financiran iz javnih sredstev založniki, ste takrat v tistem vašem pismu, recimo kakšen mesec nazaj, prav opozorili na ta javni interes in znanstveno rabo v primerjavi s komercialno rabo. Mislim, a je zdaj razlika, bom rekla, med lastnino avtorske pravice za eno in za drugo? Ja, mislim, tukaj predvsem smo tudi izrazili skrb na tem, da lahko ena hitro preide v drugo, ne. To je prva stvar, ne. Tukaj smo videli, da pogosto se razvoj začne z nekimi precej plemenitimi nameni, ampak bili smo pa
nek sprožilec je bil pa predvsem to, da sodelujejo pri razvoju slovenskega velikojezikovnega modela. Mislim, da je 4-5 podjetij, ki verjetno tega ne počnejo zastonj, ne? Medtem ko avtori na drugi strani pa to. Tako da se je predvsem naša skrb tukaj bila tudi zaradi tega, ker da se ne obravnava vseh sodelujočih pri tem enako, ne? Če že gre za nekaj, kar v končni fazi lahko nekega dne postane tudi komercialno izrabljeno oziroma že v prvi fazi že na nek način komercialno za tista podjetja, ki sodelujejo. Ja, ravno to me bega, v bistvu to vprašanje. Zdaj, če gre za neko javno dobro ali pa nek javni interes, a zdaj, mislim, smo pač tudi avtorji dejansko, moramo se odpovedati pač našim pravicam v imenu višje ideje, ali kako vi to vidite, in predvsem tudi druga stvar, če že ne nadomestila, ta glasovi, torej za kompenzacije za nadomestila, so na evropski ravni vedno glasnejši. Kakšni so pa tu, recimo, kakšne so premisleki, razmišljanja, na kak način bi se lahko to pravzaprav izplačevalo? Jaz sem slišala ravno preko CEATL-a, da se razmišlja tudi o kolektivnih organizacijah. Skratka, ti dve vprašanji, ali se žrtvujemo v imenu, ne vem, slovenskega naroda višje ideje, in kako je v resnici z nadomestili, ker se mi zdi, da vedno, ko pride do nadomestil, je takoj blokada, ne, na drugi strani, ne da se, ne, pika. Pač eno je pač slovenski kontekst, kjer pač vedno radi igramo na to vprašanje jezika kot vrednote, ne, ampak verjetno bomo jezik zaščitili tudi s tem, da bomo zaščitili originalne ustvarjalce, ne tako, da jih bomo vrgli v nek mlin, a ne. Zdaj, dejstvo je, da se regulacija, če se malo vrnem nazaj, ne, regulacija nikjer po svetu še ni popolnoma vzpostavljena, res pa je, da je to globalni problem in da se bo verjetno s časoma moral svetovni sistem do določene mere harmonizirati, tako kot se je recimo z Bernsko konvencijo v konc 19. stoletja, a ne. In pač po svetu se dogajajo, moram reči, povsod, a ne, Evropa tukaj v resnici, tako kot je isto rekel, je malo v shizofreni situaciji, tudi na področju te regulacije, pravzaprav je tudi v shizofreni situaciji, dogajajo se, mislim, celo v Afriki imajo načrt, a ne, za to transparentno rabo avtorskih del. Tudi Kitajska, ne, kot ena od tistih najbolj ogrožajočih ali pa najbolj konkurenčnih tigrov, zaradi katere se to tekmovanje pravzaprav tako močno dogaja, ne. Evropa je pa pač v tem smislu verjetno precej močno se naslanjala na to zavezništvo z Ameriko, ki se danes krha. Hkrati je pa na nek način, jaz bi rekla, tudi talec te svoje jezikovne raznolikosti, čeprav je res, a ne, prej sem posebej omenila, da je to UNESCO citat, da pravzaprav ravno UNESCO še najbolj pravzaprav kaže v smer, da bi zaščita jezikovne raznolikosti pomenila tudi zaščito intelektualne lastnine, avtorske pravice kot take, v odnosu do generativne umetne inteligence, ne. To se pravi, da to ni ravno ne vem, tisto, kar moramo iz idealizma narediti za zaščito slovenskega jezika, da pač predamo vsa svoja dela, ne. Zdaj,
Regulativa se bo verjetno najbolj učinkovito vzpostavila preko sodnih procesov in te v bistvu je treba, potrebovali bi v bistvu neko stično točko, ki bi pravzaprav spremljala to zakonodajo, napredek te zakonodaje po svetu, a ne, v Evropi in drugod, zato ker vsaka zmaga ali vsaka tožba na tem področju, pa naj bo na področju knjige ali na drugih umetniških področjih, je pomembna. Ne? Treba vedeti, da so tudi recimo, industrija ima težavo, ker je treba zaščititi že te mime, ne? Ker se pojavljajo te gifi, a ne, tudi tam en igralec naredi takole, ne? Tudi to je danes že zaščiten, kako pomežik, ne, tako da prehajamo v neko obliko človeške družbe, ki bo pravzaprav tudi ne samo Evropa, da je shizofrena, ampak bo ta človeška družba shizofrena in pravo kot dogovorni sistem bo verjetno ali igral zelo močno vlogo in če hočemo priti do nekega ekonomskega modela, kjer bomo ljudje lahko enakovredni strojem. V nasprotnem primeru, če bo pravo odrinjeno v bistvu iz človeške družbe in tega dogovora ne bomo uspeli doseči kot civilizacija, se bo verjetno začelo dogajati, da bomo ljudje postajali vse bolj neka vzdrževana bitja brez lastnega namena in smisla, ne? Ker pač ne bomo mogli sami pravzaprav nič ustvariti, ne bomo mogli tekmovati s temi ogromnimi generativnimi sistemi, ki so že pojedla v bistvu generacije ustvarjanja, ne. Tako da mogoče to zveni malo apokaliptično, ampak dejansko živimo v nekem apokaliptičnem kontekstu in se moramo po mojem mnenju tega kar močno zavedati, no. Ja, res je, neravnovesja so pač... Vprašala si pa po rešitvah, vprašala sem po rešitvah, premikamo se k koncu tega našega pogovora in bomo končali z rešitvami, da bomo dali pač žarek upanja, ali kako naj rečem, ampak bi pa vendarle, ker si avtorsko pravo oziroma pravo, vlogo razrešitev teh sporov pravnih omenila. Tukaj moram reči, da imam sama zelo, bom rekla, mlačne izkušnje, no, ali kako naj rečem, iskala sem, ampak žal brezupno nekoga z področja avtorskega prava, ki bi lahko danes sodeloval z nami, ampak problem je v tem, da pravzaprav nimajo stališč izdelanih. No, najprej ne upajo zavzetih, ne upajo, ker seveda svoje institucije predstavljajo, ki pač recimo, najprej sem se obrnila tako po neki logiki na Ursil, ne, tudi midve sva se pogovarjale, kdo je tisti ta prvi naslov, torej na Urad za intelektualno lastnino, in v bistvu me je to presenetilo, ker se po drugi strani seveda, zdaj jaz sem se v to podala in raziskujem recimo zdaj to področje, dejansko, kot sem rekla na začetku, na pol prostovoljno. Mi smo v resnici nevladniki, ki nimamo kapacitet, ne kadrovskih, ne finančnih in imam občutek, da me je nekdo pustil na cedilu. Ta občutek se mi zdi, da imamo avtorska združenja v tem primeru. Po drugi strani pa se moramo zelo hitro odzivati in zdaj bom šla čisto na konkretno stvar, predno zaključimo bolj optimistično, ki pa je dejansko pesimistična. Dokaz, da smo se hitro odzvali, je bil ta izjava in prevod te. Tako, ja, to smo, ampak saj pravim, to je ogromno seveda spet prostovoljnega angažmaja in to moram povedati, ne, tako, pač ja, je prostovoljni angažma je za tem, ne, neki etični pogon, ne, ki pa v enem trenutku mogoče ne bo več deloval, no. Sploh zato, ker so stvari se odvijajo hitro, na tedenski ravni se odpirajo
primeri in zdaj, če grem čisto konkretno z našega področja, torej z področja književnega prevajanja, na dve taki zadevi, ne, je najprej, kot ste verjetno prebrali, smo eno protestno pismo napisali zaradi nepregledanih, nelektoriranih, neurejenih prevedkov slovenskih napisov na razstavi Andyja Warhola v okviru Evropske prestolnice kulture, ki je financirana z javnih sredstev in to niti ne z malih. In druga stvar se nam pa zdaj odpira, namreč na Cobisu smo opazili zelo sumljive prevode velikih klasikov, ne, Idiota Dostojevskega in Wildove slike Doriana Greja. Pri teh prevodih dejansko obstaja pač utemeljen sum, bom rekla, za to, da gre za knjige, ki so nastale s pomočjo strojnega prevoda, namreč prevajalec nima nobenih ne jezikovnih, ne prevajalskih referenc, je računalničar, ustanovil je pač eno založbo, ukvarja se s spletnimi rešitvami in te knjige ne samo, da so se samo v Cobisu kot zaznamki pojavili, ampak so jih dejansko začele tudi knjižnice kupovati. Knjižnice pa so financirane z javnega denarja in to je točno to, kar v bistvu ta izjava pravi. Naslavlja, ne, zapiše, to se ne bi smelo zgoditi in jaz mislim, da je to... Tukaj treba jasno mejo potegniti. Tako. Kaj je kaj. In zdaj seveda, mi smo zdaj pred tem velikim vprašanjem, kako reagirati. Mi nimamo plačanega pravnega svetovalca, ne. Zdaj tu noben noče zavzeti z področja prava stališča. Mislim, kaj narediti? Mi smo zdaj pač nekako opozorili nežno, zato ker moramo stvar v resnici še poglobljeno strokovno pregledati, Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije, da naj bo pač previdna pri nabavi teh knjig, ne, ampak to je mogoče, pač to smo zdaj slučajno mi opazili, mogoče je več takšnih primerov, nekateri so celo prepričani, da jih je več recimo na področju otroške in mladinske književnosti. Kako ravnati s tem, kdo je pristojen, kdo mora reagirati, kaj se da narediti? Jaz mislim, da tukaj ne smemo biti pretirano nežni, to so v bistvu nujnosti, ki jih je in te stvari treba po mojem uvesti čim prej ukrepati zakonodajno zato, ali pač kakorkoli regulatorno, ker sicer se bomo nenadoma znašli v neki poplavi tovrstnih stvari in nihče več ne bo znal razlikovati med zadevami. Da ne govorimo tudi o tem, da se tukaj pri tovrstnih praksah lahko dogaja identitetna kraja, ne kraja imena, tako kakor pač tudi to poznamo iz družbenih omrežij, ne, krajo profilov in take stvari, ne. In cela vrsta nevarnosti za dosedanjo civilizacijsko ureditev in človeške družbe kot take, a ne. Tako da jaz mislim, da so ti pozivi niso samo neko leporečno načelo, ki ga pač lahko malo pač pokažemo, ampak so resno opozorilo, da je treba, ne vem, na barikade, oziroma je treba resno ukrepati za to, da se vsaj malo nekega reda naredi. Seveda, nihče ni zdaj rekel, da bomo umetno inteligenco zaustavili, uporaba je raznolika in mnogokrat tudi potrebna, ampak treba se je pa zavedati, treba je dati prava imena stvarem in postopkom. In zato je tukaj pravo, ne, zato so tukaj zakoni in jaz pričakujem, da se bo verjetno vsaj eden od avtorskih ali pa kar oba, no, imamo dva avtorsko-pravna zakona v Sloveniji, da se bosta morala v kratkem pač spet odpreti, čeprav sta se pred kratkim zaradi te direktive. Ne vem pa, kako bo v bistvu tudi,
Evropa pravzaprav reagirala, ne, na tem področju, ker, kot rečeno, so stvari trenutno visijo še najbolj na teh posameznih sodnih primerih. Ne. Ja, Jaka? Bi pa tukaj upozoril na eno stvar, da za moje pojme ne gre za nov fenomen pri takih anomalijah, kot je kupovanje, kot je knjižnična nabava strojnih prevodov ali pa domnevno strojnih prevodov. Ne. Tukaj gre za neko zelo evidentno neupoštevanje založniških standardov. Ne. To se je konec koncev že dogajalo, tudi v preteklosti so knjižnice nabavljale tudi tako gradivo in tudi takrat je bilo to sporno. Ne. Ampak je pa res, da verjetno s temi novimi tehnologijami, novimi možnostmi bo pa tega več. Ne. Ampak ne gre pa za moje pojme za tak zdaj izoliran nov fenomen. Ne. Mislim, v tem primeru, ki ga je Tanja prej navedla, gre za to, da je ta oseba očitno tudi ni rusist, ne? Da bi lahko pač kombinirala svoje znanje in orodja, da bi pač prišla do nekega rezultata. Ne, se obstajajo dejansko tudi v Evropi že založbe, ki pač ponujajo izmenjavo založniških kako bi rekla, produktov, tako da ti pač ponudijo tudi prevod svojega avtorja v tvoj jezik, čeprav seveda oni nimajo prevajalce in vemo, da je imela slovenščina vedno ta problem, da ni imela prevajalcev recimo v tuje jezike, a ne, ampak danes to ne bo več noben problem, ne. Ja, ampak se zato ne. Tako da ta industrija se zna res bistveno spremeniti, treba je pa v bistvu vedeti, kakšna je tukaj vloga ljudi, a ne? Kakšna je vloga ljudi oziroma kako bomo v bistvu sploh še lahko enakovredno nastopali v družbi prihodnosti. Mislim to, ampak tudi po drugi strani, ne, ravno to, če se vrnem na izjavo, ne, to je spet pač nekaj, kar je pač iz javnega denarja financirano, mislim, da pač enostavno se ne bi smelo znajti v tej bazi. No, recimo. Ja, zdaj... Mislim, ker seveda ti prodaje na trgu ne moreš omejiti, mislim, lahko kdorkoli, karkoli prodaja. To bi bilo, to je itak pač, mislim, sploh ne gre v to smer, recimo moje razmišljanje. Jaz pa mislim, da v bistvu smo v tem trenutku res tudi se potapljamo v osnovno vprašanje, sploh kaj je privatna lastnina oziroma kaj je to trg, a ne? Kdo trguje na trgu. Ker če imamo generativni model umetne inteligence, ki uporabi nek material, ne da bi ga plačal in potem omogoča nekim tretjim osebam, da s tem pač izdelkom lahko trgujejo, medtem ko osnovni proizvajalec recimo pač od tega nima nič, potem se podre celoten koncept v bistvu privatne oziroma lastnine kot take. A ne, to je tisto, kar se meni zdi pri celi zadevi resnično zaskrbljujoče, a ne, začne se pri nas nepomembnih ustvarjalcih, a ne, ker smo vedno zadnji, imamo vedno zadnjo besedo, vedno smo zadnja, niti nimamo skupne zbornice, nismo se uspeli organizirati, nismo pač sam srečni, da lahko doma sedimo pa ustvarjamo, a ne, ampak dejansko iz te sfere se posledice lahko razširijo zelo, zelo daleč. Hvala vsem, ki ste danes prišli, ki ste zdržali. Debata je bila kar dolga in verjetno polna mogoče tudi kakšnih zelo novih spoznanj za vas, tako da lepa hvala in upam, da se vidimo kmalu v kakšnem drugem okvirju pri podobni debati.